Iz življenja vesoljne cerkve. Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, ki bo posvečena prvemu papežu, ki prihaja iz ZDA in prvemu iz reda avguštincev. Slišali boste prvi nagovor Roberta Francisa Prevosta, ki je bil izvoljen v 4. krogu in si je izbral ime Leon XIV. Povzetek njegove pridige pri maši s kardinali in seveda njegov življenjepis. Slišali boste tudi, kaj sta o novem papežu povedala njegova brata in škof Anton Žerdin, ki deluje v Peruju. Vtise ob izvolitvi sta z nami delila tudi nuncija v Kanadi in Demokratični republiki Kongo, nadškofa Ivan Jurkovič in Mitja Leskovar. Z vami sva Štefan Iskra in Marta Jerbič. Vabljeni k poslušanju. Bel dim iz Sikstinske kapele in zvonovi Vatikanske bazilike so v četrtek ob 18:07 naznanili, da je katoliška cerkev dobila 267. papeža. Množice so drle na trg Svetega Petra, oči ljudi po svetu pa so bile prikovane na televizijske sprejemnike ali druge naprave, da bi slišali znamenite besede Habemus Papam. To se je zgodilo dobro uro pozneje, ob 19:12. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Ko je kardinal protodiakon Dominik Mamberti oznanil ime novega papeža, je med 150.000 glavo množico na trgu Svetega Petra za hip zavladala tišina. Znova je bila za papeža namreč izvoljena oseba, ki je svet ni poznal. Več o njem pa v življenjepisu, ki ga bo prebrala Nataša Ličen. 69-letni Robert Francis Prevost se je rodil 14. septembra leta 1955 v Chicagu. Njegov oče, Louis Marie, pedagog, ki je umrl leta 1997, je izhajal iz družine s francoskimi in italijanskimi koreninami. Mati Mildred Martinez, knjižničarka španskih korenin, je umrla leta 1990. Ob takšnih koreninah ni presenetljivo, da je novi papež poliglot. Poleg materne angleščine tekoče govori italijansko, špansko, francosko in portugalsko, pasivno zna tudi nemško in latinsko. Novi papež ima dva starejša brata, Luisa Martina in Johna Josepha. Prvi zdaj živi na Floridi, služil je v vojski. Drugi se je odločil za kariero v izobraževanju in je zdaj upokojeni ravnatelj katoliške šole. Odraščali so v zelo katoliški družini. Oba starša sta bila dejavna v župniji, oče je bil katehist, mati je vsestransko pomagala, pela v zboru in vodila različne skupine. Prevost je otroštvo preživel v Združenih državah Amerike. Zanimivo je, da je leta 1977 diplomiral iz matematike. Istega leta, pri 22 letih, je vstopil v red avguštincev. Iz teologije je diplomiral na Teološki fakulteti v Chicagu. Pri 27 letih pa so ga predstojniki poslali na študij kanonskega prava na Papeško univerzo svetega Tomaža Akvinskega v Rim. Tema njegove doktorske disertacije je bila vloga lokalnega priorja v redu svetega Avguština. V Rimu je bil tudi posvečen v duhovnika leta 1982. Novi papež je večino poklicne poti preživel zunaj Združenih držav Amerike. Več kot 20 let je deloval v misijonu v Peruju, kjer je opravljal različne funkcije. Prvič je prišel tja že leta 1985, kjer je leto dni delal kot misionar v mestu Chulucanas, blizu meje z Ekvadorjem.
Za 2 leti se je vrnil v Združene države Amerike, nato pa je v Peruju naslednjih 10 let vodil avguštinsko semenišče v Trujillu in poučeval kanonsko pravo v škofijskem semenišču. Leta 1999 se je vrnil v Chicago, 2 leti in pol pozneje je bil izvoljen za generalnega priorja avguštincev, kar je ostal 2 mandata do leta 2013. Papež Frančišek ga je nato leta 2014 znova poslal v Peru. Imenoval ga je na položaj apostolskega upravitelja škofije Chiclayo, leta 2015 pa za škofa omenjene škofije. Tega leta je pridobil tudi perujsko državljanstvo. V državi je ostal do leta 2023, ko ga je papež Frančišek poklical v Vatikan. Imenoval ga je na 2 vplivni funkciji, za prefekta dikasterija za škofe in predsednika papeške komisije za Latinsko Ameriko. Takrat ga je tudi povzdignil v kardinala. Pogledi Leona XIV. Naj bi bili blizu Frančiškovim, ko gre za okolje, pomoč revnim in migrantom. Kot je zapisala Slovenska škofovska konferenca, je znan po svoji pastoralni izkušnji, odprtosti do medkulturnega delovanja in zvestobi reformam papeža Frančiška. V nadaljevanju vas vabimo, da prisluhnete prvim besedam papeža Leona XIV., ko se je ob 19:23 pojavil na osrednjem balkonu Vatikanske bazilike. Prevod bere Matjaž Merljak. La pace sia con tutti voi. Mir z vsemi vami. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore, che ha dato la vita per il gregge di Dio. Predragi bratje in sestre, to je prvi pozdrav ustalega Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za Božjo čredo. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore. Tudi jaz bi želel, da ta pozdrav miru vstopi v naša srca in doseže vaše družine, vse ljudi, kjerkoli že so, vse ljudstva, vso zemljo. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Mir naj bo z vami, to je mir ustalega Kristusa, razoroženi in razorožujoč mir, ki vztraja, prihaja od Boga, ki brezpogojno ljubi nas vse. Quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Ohranimo še v ušesih šibki, a vedno pogumen glas papeža Frančiška, ki je blagoslavljal Rim in je dal blagoslov vsemu svetu na jutro velikonočnega dne. Naj nadaljujem ta blagoslov. Quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti. Bog vas ima rad, Bog ljubi vse in zlo ne bo premagalo dobrega. Vsi smo v Božjih rokah, zato brez strahu, združeni z roko v roki, z Bogom in med seboj, stopimo dalje. Smo Kristusovi učenci, Kristus hodi pred nami, svet potrebuje njegovo luč, človeštvo ga potrebuje kot most, ki je prišel do nas od Božje ljubezni. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, pomagajte nam in drug drugemu tudi vi, da bomo gradili mostove z dialogom, srečevanjem, da se vsi združimo in bomo eno ljudstvo, vedno v miru. Grazie a Papa Francesco. Hvala papežu Frančišku. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno
Zahvaliti se želim tudi vsem sobratom kardinalom, ki so izbrali mene, da sem postal Petrov naslednik, da hodim skupaj z vami kot združena cerkev, ki vedno išče mir, pravičnost, ki se vedno trudi, da dela z ljudmi, verniki v Kristusu, brez strahu, da se oznanja evangelij, da smo misionarji. Per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano. Sem sin svetega Avguština, Avguštinec, ki je rekel: z vami sem kristjan, za vas sem škof. E per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme. In na ta način lahko skupaj hodimo proti tisti domovini, ki nam jo je Bog pripravil. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Poseben pozdrav v Rimski cerkvi. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria. Skupaj se moramo potruditi, da bomo misijonska cerkev, ki gradi mostove dialoga, ki je vedno odprta in sprejema, kakor ta trg, ki z odprtimi rokami sprejema vse, ki potrebujejo našo ljubezen, navzočnost, dialog. Po uvodu v italijanščini je novi papež nato v španščini pozdravil še vernike v njegovi škofiji Chiclayo v Peruju, kjer verno ljudstvo spremlja svojega škofa na poti vere. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Vsem vam, bratje in sestre iz Rima, Italije in vsega sveta, želimo biti sinodalna cerkev. Cerkev, ki hodi, ki vedno išče in se trudi za mir, ki vedno išče ljubezen, ki vedno skuša biti blizu, še zlasti trpečim. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole... Danes je poseben dan molitve Pompejski Materi Božji. Naša Mati Marija želi vedno hoditi z nami, nam želi biti blizu, nam želi pomagati s svojo priprošnjo in ljubeznijo. Zato molimo skupaj za ta novi misijon, za vso cerkev, za mir v svetu. Prosimo to posebno milost Marijo, našo mater. Novi papež je zbranim ljudstvom zmolil Zdravo Marijo in nato podelil prvi blagoslov. Vrhovnega pastirja cerkve z imenom Leon nismo imeli že več kot 120 let. Njegov imenski predhodnik Leon XIII je bil izrazito pomemben papež. Njegov pontifikat je trajal 25 let, umrl pa je na prelomu prejšnjega stoletja leta 1903. Več Jernej Dragar. V prevodu Leon preprosto pomeni lev. Papež Leon XIII je bil izrazito naklonjen dialogu in socialnim tematikam. Z delavskim vprašanjem se je kot nuncij srečal v Belgiji, ki je bila takrat veliko bolj razvita kot Italija. Tako je postal pionir v cerkvi glede ukvarjanja z delavskim in socialnim vprašanjem. Dober poznavalec Vatikana, duhovnik dr. Rafko Valenčič. Leon XIII, taj bil zelo znan, teologi smo ga še in še navajali. Zlasti je bil v času tega razvoja delavstva v Evropi. In 1881 je on izdal prvo okrožnico Rerum Novarum o socialnih vprašanjih. V njej je zapisal, da morajo biti delavci pravično plačani, da je vsako izkoriščanje proti Božji volji, da komunizem ne rešuje delavskega vprašanja ter da naj delavci svojih pravic ne uveljavljajo z nasiljem, ampak da naj delodajalci najprej pravično plačajo svoje zaposlene.
Poudarjal je pomen svetega pisma, ustanovil papeško biblično komisijo ter začel dialog z ločenimi kristjani. In to skoraj 70 let pred drugim Vatikanskim koncilom. Urednik Ognjišča Božo Rustja. Potem, da ne pozabimo, kako res je sedanji Leon, torej Leon 14. se naslonil na Leona 13. Namreč Leon 13. je vzpostavil hierarhijo katoliško na Japonskem, kjer so bili preganjani, in nunciaturo na Kitajskem. In pomislimo, če bi uspelo sedanjemu Leonu vzpostaviti diplomatske stike z Kitajsko, kakšen uspeh bi to bil za Sveti sedež, pa tudi za svet. Leon 13. je povezan tudi s Slovenci, saj je leta 1899 Jakoba Misija, takratnega nadškofa v Gorici, imenoval za kardinala. Po njegovi želji je bil pokopan v antični lateranski baziliki, ki je stolnica papežev kot rimskih škofov. Celoten intervju z urednikom Ognjišča Božom Rustja si lahko preberete na naši spletni strani. Papež Leon XIV. Je prvo mašo v novi vlogi daroval v Sikstinski kapeli ob navzočnosti kardinalov, tako volivcev kot nevolivcev. V nagovoru je razmišljal o tem, kakšna naj bo cerkev, kako nekateri danes Jezusa vidijo kot zgolj karizmatičnega voditelja ali nadčloveka, krščansko vero pa imajo za absurdno. Po njegovih besedah moramo postati majhni, da spoznamo Kristusa, ter si prizadevati, da nihče ne bi ostal brez priložnosti, da bi ga spoznal in ljubil. Brez vere življenju primanjkuje pomena, je dejal. Več Marta Jerebič. Leon XIV. Je pridigo začel v angleškem jeziku. Poklicali ste me, da nosim ta križ in da izpolnim to poslanstvo, in vem, da se lahko zanesem na vsakega izmed vas, da boste hodili z mano, ko bomo kot cerkev, kot skupnost Jezusovih prijateljev in kot verniki še naprej oznanjevali evangelij, je dejal, nato pa v italijanščini nadaljeval razmišljanje o Petru kot prvem papežu, njegovem odnosu do Jezusa in vprašanju, ki ga je Jezus postavil apostolom, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, Tudi danes ne manjka okoliščin, v katerih ljudje Jezusa, čeprav ga cenijo kot človeka, vidijo zgolj kot nekakšnega karizmatičnega voditelja ali nadčloveka. To ni prisotno samo med neverniki, ampak tudi med številnimi krščenimi, ki tako na tej ravni živijo v dejanskem ateizmu. Kot je dejal novi papež, je tudi danes veliko okolij, kjer krščanska vera velja za absurdno, namenjena šibkim in nerazumnim. To so okolja, v katerih imajo prednost druge vrednote, kot so tehnologija, denar, uspeh, moč in užitek. V njih ni lahko oznanjati evangelija, saj se iz vernikov norčujejo, jim nasprotujejo, jih prezirajo ali pa jih v najboljšem primeru tolerirajo ali pomilujejo. Prav zato so po papeževih besedah to kraji, kjer je poslanstvo nujno, saj pomanjkanje vere pogosto prinaša s seboj tragedije, kot so izguba smisla življenja, kršitev dostojanstva osebe, kriza družine in številne druge rane, zaradi katerih trpi naša družba. Perciò anche per noi è essenziale ripetere: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Zato je tudi za nas nujno, da ponavljamo: Ti si Kristus, sin živega Boga. To je po papeževih besedah bistvenega pomena predvsem v našem osebnem odnosu z njim, v našem prizadevanju za vsakodnevno pot spreobrnenja. Pomembno pa je tudi za nas kot cerkev. Vsi smo poklicani, da prinašamo veselo novico. Ta zaveza pa pomeni izginiti, da Kristus lahko ostane, postati majhen, da bi lahko spoznali njega. To je še posebej pomembno za tiste, ki v cerkvi izvajajo službo oblasti. Naj mi Bog podeli to milost, danes in vedno, po ljubeči priprošnji Marije, matere cerkve, je papež Leon XIV. Sklenil svoj nagovor. Anton Žerdin, ki je doma iz Lendave, odraščal pa je v Čakovcu, je škof apostolskega vikariata San Ramon v misijonu Atalaja v perujskem delu Amazonije.
Po izvolitvi kardinala Prevosta je v pogovoru za spletni portal Družina povedal, da se ga spomni kot zelo uravnovešenega človeka. Meni, da bo dober papež in da kot cerkveni pravnik dobro ve, kako se tej službi streže. Po njegovem mnenju je veliko bolje, če je papež redovnik, saj to pomeni, da ne bo klerikalizma, ostrine, zapiranja in drugih negativnih stvari. Te so rana v cerkvi. Redovniki pa se bolje držijo glede tega, je dejal škof Žerdin in dodaja, da mu bodo zelo prav prišle misionarske izkušnje. Dobro se spomni, kako se je angažiral v času pandemije covida, ko so kot cerkev veliko pomagali ljudem, zlasti pri nakupu hrane in kisika. Se je pa zelo držal pravil in odlokov, ni dopuščal, da vsak ravna po svoje. Torej je res pravoveren cerkveni pravnik, ampak obenem ima zelo dobro srce in ni trdosrčen. Za cerkev je dobro, da je za papeža izvoljen tak človek, je še dejal škof Žerdin. Kaj pa je za naš radio povedal nuncij v Kanadi nadškof Ivan Jurkovič? Z naše ameriške, kanadske perspektive je vse to, kar ste vi doživljali v Evropi, bilo še bolj močno. Ljudje skoraj niso mogli verjeti, ker je neka staren pregovor ali pa stare prepričanje, da papež ne more biti iz Amerike zaradi svoje pomembnosti in zaradi mednarodne politične situacije, ki je se odvijala v zadnjih desetletjih, so vsi ustrmeli nad tem hitrim izbranjem in enodušnim izbranjem novega papeža Leona. Osebno sem ga srečal 3-krat. Vedno sem mu predstavljal nekatere vprašanja iz Kanade. Spomnim se, da nekoč mi rekel, Kanado dobro poznam, ker smo z očetom in z bratom, ali z brati, ne vem, če bi več družina, kako je bila velika, hodili na kampiranje v Kanado in prevozili vse Kanado z avtomobilom. Seveda, vse Kanade niso prevozili, ker je država tako velika. Ampak verjetno to območje tam okoli velikih jezer, ki je tudi območje, kjer je deloval naš svetnik, rečemo, da lahko tako, škof Baraga. Tako vse skupaj se mi je zdelo eno tako nemogoče in neverjetno presenečenje po eni strani, po drugi strani pa neko veselo in zadovoljujoče spoznanje, da bi rekel, da je božja fantazija veliko večja kot človeška. To je ena stvar. Druga stvar, ki sem jo doživel pri teh volitvah in posebno v zadnjih urah pričakovanja objave imena papeža, se mi zdi zelo lepa misel, ki sem jo slišal na ameriški televiziji, da so ljudje bili navdušeni že takoj, ko je prišel beli dim. Na nek način katoliški mir je bil že vesel, ne da bi vedel, kdo bo papež, je bil že vesel papeža. In je na nek način ta papež, ki še ni bil znan, ni bil niti imena in se je pričakoval, je že doživel eno ogromno popularnost v tisti množici na trgu svetega Petra in tudi posod. Moji sosedje tukaj, sem bil potem takoj na kosilu pri švedski ambasadorki, ki je bila skupaj z pastorjem, žensko pastorjem za vso Severno Ameriko, luteranske švedske cerkve, in tudi oni so bili na nek način navdušeni. Čeprav imena še nismo poznali. Potem, ko je prišlo še ime, se je to navdušeno še podvojilo. To pomeni, kako veliko pomeni nam katoličanom papež, ne? Da smo na nek način brez njega resnično izgubljeni, če bi lahko to rekli, in da z njegovo prisotnostjo se vsi počutimo potolaženi in tudi na svojem mestu. Toliko za enkrat. Ne vem, gotovo ga bom srečal v prihodnosti še nekajkrat, vendar se mi zdi tudi nunciaturo in vse, ki tudi delamo, je vse navdala ta novica o njegovem izbranju z velikim veseljem. Prisluhnimo še nuncijo v Demokratični republiki Kongo, nadškofu Mitju Leskovarju. Novega papeža sicer osebno ne poznam, ampak sem ga iskreno vesel. Njegova bogata izkušnja, njegovi prvi nastopi, me res navdušujejo. Tukaj v Kongu so ga takoj vzeli za svojega, na medmrežju že krožijo fotografije, ko je prišel obiskat brata Avguštince v Kinshasi. Torej veliko navdušenje in veselje.
Za konec pa še nekaj utrinkov iz otroštva papeža Leona XIV, ki sta jih z mediji delila njegova starejša brata. Andrej Šinko. Brat Louis je za televizijo ABC pojasnil, da ko so se igrali policiste in roparje, se novi papež Robert Prevost igral duhovnika. Tudi drugi brat John je poudaril, da je takoj vedel, kaj je njegovo poslanstvo, ob tem pa dodal, da nikoli ni razmišljal o ničemer drugem kot o duhovništvu. Čeprav so ga nekateri duhovniki pred konklavom omenjali kot enega od glavnih kandidatov, sam tega ni jemal resno, prav tako ni verjel, da bi lahko izbrali ameriškega papeža, je dejal brat John. Zato so bili, ko je bilo izrečeno njegovo ime, zelo presenečeni. Kot sta še povedala brata za ABC, se papež Leon XIV vse življenje posvečal delu z revnimi in zapostavljenimi. Kot misionar v Peruju je po besedah Johna živel in delal v duhu kot papež Frančišek. Delovala sta v Latinski Ameriki, imela izkušnje pri delu z zatiranimi, izhajala sta iz podobnega okolja. Brata sta povedala še, da je novo izvoljeni papež zelo prizemljen, preprost človek s smislom za humor. Za razliko od Frančiška, ki je bil strasten nogometni navijač, pa je bil Robert zavzet navijač bejzbolske ekipe White Sox. Zlasti po dolgoletnem delu v misijonih je zaradi službe v Vatikanu tudi zelo veliko potoval. Louis, ki je bil zaposlen v mornarici, je dejal, da si je predstavljal, da njegova služba terja veliko potovanj, a je brat, ki je zdaj postal papež, v času prejšnje službe v Vatikanu upravil bistveno več poti. Louis zato meni, da je prav ta globalna izkušnja pripomogla k temu, da so ga kardinali prepoznali kot primernega naslednika svetega Petra. Tako družina kot sosedje so se kdaj pošalili, da bo Robert nekoč papež, zdaj pa, kot je še dejal Louis za ABC, so doživeli uresničitev teh takrat šaljivih napovedi. To je bilo vse v tokratni oddaji, pripravila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si